Po papirnatih slamicah in pritrjenih zamaških na plastenkah gre Evropska unija zdaj v boj z odpadki z novo prepovedjo. No, 12. avgusta začne veljati uredba o embalaži in odpadni embalaži, po kateri bodo morali gostinci in hotelirji v prihodnjih 4 letih opustiti vrečke za sladkor, kečap, majonezo, med, marmelado, olje, kis, smetano za kavo in ostalo. Gostom bodo morali ponuditi trajnostne alternative, kot so dozirniki, steklenice za večkratno uporabo ali skupne posode za omake ter začimbe. In to je pravzaprav šele začetek sprememb. Kaj vse nas lahko še čaka? Tjaša Dogolin. Najprej smo za voljo higiene iz dozirnikov prešli v posamične embalaže sladkorja, prelivov, omak in ostale hrane za enkratno uporabo, zdaj pa nazaj k dozirnikom. Slovenski gostinci nova evropska pravila pozdravljajo. Dozatorje, dozirnike smo že imeli pred desetletji ali pa pred 10 leti na mizah, to bomo vrnili. Pravzaprav gre za nekaj, kar samo polniš in gre za pravzaprav cenejše poslovanje s temi dozirniki kot pa z servirnimi vrečkami. Namen uredbe je sicer zmanjšati kupe predvsem težko razgradljive embalaže, ki se jo tudi težko reciklira. Po statistikah je v Evropi na osebo nastane vsako leto skoraj 200 kg odpadne embalaže in to še naprej raste. Žerjavič opominja, da je bil ukrep sprejet v prejšnjem mandatu, torej v drugačni politični konstelaciji, zdaj pa žanje nekoliko več neodobravanja. Zadnje leto, dve lahko spremljamo obrat v desno. To velja tudi za vse zelene, torej okoljske in podnebne teme. Veliko večje nasprotovanja temu in tudi v javnosti se sliši tudi vedno več nekakšne, lahko rečemo, trumpistične argumentacije proti vsemu zelenemu. Po besedah Cvarja pa so slovenski turizem in s tem tudi gostinci v svetovnem vrhu po trajnosti, zato so prepričani, da bo tudi ta poteza dolgoročno dobrodošla. Če pri takšnih spremembah ne trpi kvaliteta, pa mogoče tudi higiena, kar se da zagotavljati z rednim čiščenjem dozatorjev, dozirnikov, potem se bomo nekako kot družba, če s tem seveda naredimo uslugo naravi, najbrž tudi navadili. Smo že nehali uporabljati plastiko, po večini, tudi plastičnih slamic, več ni plastenke, vse manj. Prepoved medtem ne velja za dostavo in naročila za seboj. So verjetno verige s hitro hrano imele svojo vlogo pri sprejemanju zakonodaje, tako da je na koncu to ostalo med izjemami. Izjeme so še druge, recimo bolnišnice in podobne ustanove. To pa niso edini ukrepi. Med drugim bodo morali hoteli opustiti še majhne plastenke z geli za prhanje, šamponi in losjoni. V trgovinah denimo ne bo več predpakiranega sadja in zelenjave lažjega od 1,5 kilograma. Da bi spletnim trgovcem preprečili pošiljanje majhnih izdelkov v prevelikih embalažah, pa v teh ne bo smelo biti več kot 50% praznega prostora.